Bandić bo Tito trg v Zagrebu preimenoval v Trg Republike Hrvaške. Hrvaška se očitno nikako ne more ločiti od ideoloških rovov druge svetovne vojne. Vsak dan preštevajo kosti ustašov in partizanov ter zavzeto in večinoma razpravljajo namesto sprave, ki vodi še večje delitve. Ena od večnih tem je tudi sprememba imena trga maršala Tita. V Zagrebu obstaja celo pobuda Krog za trg, ki enkrat letno uprizori pohod po trgu za spremembo njegovega imena. Zagovorniki tega imena pa so na dan boja proti fašizmu 22. junija, ki je zagotovo najbolj zanemarjan in najmanj priljubljen praznik na Hrvaškem, uprizorili svojo akcijo ter zahtevali ohranitev Titovega imena. Na to, da je ta tema res pereča, kaže tudi majhna podrobnost. Na trgu je stara tramvajska postaja. Ko je avtomat oznanil, da bo tramvaj ustavil na trgu maršala Tita, je bilo pogosto slišati negodovanje, ki se na koncu sprevrglo v prepir podpornikov za spremembe in tistih, ki so bili za status quo. Poglejmo. Nakon 71 godinu trg maršala Tita odlazi u povijest. Pod pritiskom desnice gradonačelnik Bandić predlaže novo ime. Trg Republike Hrvatske. I kao što reče Matoš, dok je srca, bit će i Kroacije, a ja ću dodati, dok je trga Republike Hrvatske, bit će i Hrvatske. Bandićeva odluka stiže 3 dana nakon prosvjeda protiv promjene imena, ali očito nije imao izbora jer za sastavljanje većine u Skupštini treba ruke Brune Esih, čija je kampanja za gradonačelnicu krenula prosvjedom upravo na spornom trgu. Prije svega moram izraziti svoje zadovoljstvo zapravo s ovom izjavom gospodina Bandića o njegovoj želji i spremnosti da se ipak promijeni ime ovoga trga. Mislim da smo moguće nadomak te jedne velike odluke koja se nažalost trebala dogoditi i ranije, međutim ne mogu skrivati svoje zadovoljstvo da se to događa upravo sada. Inzistirao sam i mislio da ima dovoljno razuma i da narod odluči na referendumu. Vidim da nema. I to od onih koji su birani. Trg maršala Tita ni samo tema večnih polemik, ampak tudi pomembno politično vprašanje. Na zadnjih lokalnih volitvah v Zagrebško skupščino je dobila 5 mandatov tudi neodvisna lista odpadnikov iz HDZ-a Zlatka Hasenbegoviča in Brune Esih. Mandat sta osvojila zgolj z eno zahtevo, in sicer sprememba imena trga maršala Tita. V Zagrebski skupščini je sicer 51 sedežev, novi stari župan je svojo listo osvojil 14 mandatov, do včerajšnja koalicijska partnerica HDZ 7, leva koalicija je osvojila 13, še bolj levi Zagreb 4, neodvisna lista Sandre Švaljek pa 8 mandatov. Vsi ti zdaj odločno zavračajo koalicijo z Milanom Bandićem, čeprav jim ta velikodušno ponuja položaj predsednika, podpredsednika, karkoli. In očitno je Bandić ostal nekako tu obsojen na podporo Esih Hasanbegovič, ki so ga opozarjali, da ga ne bodo podprli, če ne bo spremenil imena trga Tita, ki je imenovan po, citiram, jugoslovanskem diktatorju, generalnem sekretarju komunistične partije v sekciji Kominterne in maršalu jugoslovanske vojske. Zdaj, mogoče, mislim, podobne zadeve smo imeli tudi pri nas za Titovo cesto. Takrat je seveda ustavno sodišče poseglo v ta spor in Titove ceste več ni. Ampak zanimivo je ta Bandićeva odločitev. Bandić je nekako vendarle v bistvu koketiral z levico, bolj kot pa s HDZ-em, ampak se očitno moral ukloniti temu, da bi sestavil večino v tem svetu zagrebškem. Kaj pravite na to? Mogoče v bistvu ti, Bojan, bolj pogosto hodiš v Zagreb. Zdaj manj hodim, zdaj pa tudi vprašanje, kdaj bom spet šel. Če boš še pojutrišnjem dnevu lahko. Ampak bolj bi me recimo zdaj zanimalo, če bi Janković podprl Bandića potem. Janković je včasih veliko uporabljal Bandića kot neke vrste svojo tudi promocijo ali pa zunanje politično promocijo. Ampak to je podobna tema kot pri nas v Sloveniji. Mislim pa, da pri nas v Sloveniji
so Titove ceste ostale tam, kjer so še neki bile, ne, po nekaterih krajih oziroma mestih v Sloveniji. Ne. Tako da ni povsod izbrisano ime Tita, ne, iz ulic. Zdaj ne me držati za besedo, sam mislim, da je temu res tako. Ne. Tudi za trge velja podobno. Ne. Ja. Ampak to, kar si prej rekel okoli Bandića, pa levice, pa desnice, Bandić je bil izraziti levičar pred časom. Ne. Sej tudi mislim, da na volitve nikoli ni šel za izrazito, mislim, nikoli ni šel za desnih pozicij, vedno je šel za levih. Ne. Tako da to je čisto zdaj, bom rekel, po eni strani se mi zdi, da je to plod neke take, kako bi rekel, kratkoročne politične trgovine, pač kupčije, no, ker pač drugače seveda ne bo mogel vladati v Zagrebu, ne, tako je v bistvu bil še komaj da pravzaprav izvoljen, ne. To je ena stvar, druga stvar pa tudi verjetno je prišel nek določen čas, ne, ker za take stvari v političnem prostoru ali pa v družbenem prostoru mora dozreti čas, ne, da se naredi taka velika sprememba imena nekega trga in to je očitno zdaj v Zagrebu pa na Hrvaškem nastalo, ampak bilo bi pa recimo zanimivo videti, kako bi se ljudje odločili, ne, ker Bandić pač rekel, da bo referendum, ne, potem pa... Da očitno ni čas za referendum, ampak bi me pa, recimo mene, kot državljana Slovenije, pa kot človeka, ki ima občasno v Zagreb, bi me zanimalo, ne, recimo, kako bi se Zagrebčani okoli tega odločili. Ampak, dobro, bom dal besedo še Andreju. V začetku 90-ih je imela HDZ neko absolutno večino, Tudžman se ni kaj dosti ukvarjal s Titom, prav tako ne Bandić, zanje nekako normalno, da zjutraj, kot pravijo, postreže antifašistom s fižolom, popoldne pa dodeli mestne stojnice za promocije akcije ultrakonzervativnih zadrug v imenu družine, zaradi česar je med drugim končal na sodišču. Ne? Zdaj pa me zanima, Andreja, kaj ti praviš? Jaz sem nadaljujem po moje, kaj je Bojan rekel, odvisno kaj bi bilo, če bi bile zdaj volitve. Če bi starejši bolj volilki so v resnici malo bolj aktivni, obstaja tudi verjetnost, da bi Tito ostal. In mislim, da je bila za njega boljša poteza, da je sam potegnil in ni čakal na ostale, kako se bodo odločili. No. Tako da je pa tudi zanimivo pri nas, ne, še vedno starejši ljudi, če vprašam, govorijo o Titovih cestah in tako naprej. Mlajši jim nič ne pomeni. Je pa zanimivo tudi, kako povezujejo novi opisi Tita z fašističnimi negativnimi prispodobami, medtem ko smo ga mi vse imeli za pozitivno podobo zgodovine. Jaz bi predlagal režija, če lahko še pogledamo razpravo enega od poslancev SDP-a v Hrvaškem saboru. Seveda se je okrog tega razvila prava vojna okrog tega, če lahko mogoče še pogledamo to razpravo. U svrhu sklapanja skupštinske većine, gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Bandić, jučer je najavio da će popustiti zahtjevu gospođe Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića i predložiti promjenu imena trga maršala Tita u Zagrebu. To će biti posljednji udar na najviši simbol antifašizma u Hrvatskoj. Neće biti prvi. Spomenik Stjepanu Filipoviću, mladiću koji je obješen s uzdignutim rukama i koji je prije toga viknuo živio Tito, živjela sloboda. Srušen je u Opuzenu. Ta fotografija Josipa Filipovića nalazi se u zgradi Ujedinjenih naroda u New Yorku kao najjači, najupečatljiviji simbol antifašizma. Mi smo njegov spomenik srušili i nismo ga nikad obnovili. Najavljuje se u Otočcu podizanje spomen ploče ustaši Juri Francetiću. Vlada šuti. Spomen ploča Hosovcima u Jasenovcu još uvijek stoji sa ustaškim pozdravom. Taj trg se zvao i još uvijek se zove trg maršala Tita, ne trg Josipa Broza Tita, ne Titov trg, trg maršala Tita. Jer kada se imenovao, htjelo se naglasiti njegova uloga u Drugom svjetskom ratu. Njegova uloga antifašističkog vođe. I kad se bude promijenio, neće se promijeniti ime komunista Tite, predsjednika Jugoslavije Tita, nego maršala Tita. Vojskovođe, partizanskog vojskovođe. Tito je u Drugom svjetskom ratu pobjedio Pavelića, koji je pak Istru, otoke, dijelove Dalmacije, Međimurje dao drugima. Tito ga je pobjedio sa svojih gotovo 800.000 boraca. Tomu sljedbenici Pavelića ne mogu oprostiti. Ne mogu.
to što su pobjeđeni. I ti sljedbenici Pavelića danas traže da se ukine trg maršala Tita. Kad je umro, na sprovod mu je došlo 209 delegacija iz 127 zemalja. Pa zar su došli tiraninu? Došli su antifašisti. Došli su se pokloniti pokojnome maršalu. To svi cijene u svijetu osim nas. Gdje sve postoje ulice i trgovi Titovi? U Italiji. Mjesto Campegine, ulica, Nuoro, ulica, Palme de Montechiaro, ulica, Parma, ulica, Quattro Castella, ulica, Reggio Emilia, ulica, u Egiptu, u Kairu, ulica, u Etiopiji, ulica, u Tunisu, grad Sus, Avenija, u Brazilu, Sao Paulo, Avenija, u Cipru, u mjestu Limassol, ulica, u Daliju, ulica, u Indiji, u New Deliju, trg, u Jotkvoru, ulica, u Rusiji, u Moskvi, trg, u Angoli, u Luandi, ulica, Gana, Akra, Avenija i jedan asteroid otkriven 1950. godine. Svi ga ucvijete. Zanimiva razprava, ne? Še bolj pa je zanimivo v bistvu to, da je Bandić recimo z svojo stranko kot predsednik stranke Bandić Milan 365 recimo takrat, ko so bile zadnje parlamentarne volitve v Zagrebu nastopil z sloganom oziroma začel svojo kampanjo, da je druga svetovna vojna končana, obrnemo se v prihodnost, gradimo to državo po meri človeka in rekel je takrat, da brez druge svetovne vojne, antifašistične vojne, ne bi bilo niti domovinska vojna, ne bi bilo Hrvaške, ne bi bilo Franja Tudžmana, prvega predsednika, ki je bil na čelu Hrvaške, ko je bila mednarodno priznana. Ne? Zdaj, s tem si je očitno pridobil neko pozornost na naslovnicah medijev, ne? Ampak očitno se v bistvu politika, oziroma bi rekel parlamentarna matematika ali pa sestavljanje lomi tudi še najbolj, bi rekel, največje ideološke podpornike. Da ne vem, Bojan, kaj praviš na to? Ja, meni se ta razprava se mi v bistvu ni zdela posebej zanimiva, ker se mi zdela zelo znana. Ne? Te razprave se tudi pri nas lahko poslušamo, če jo pač želimo poslušati. Ne? Problem pač Tita je v tem, da je seveda to, kar je govoril ta hrvaški poslanec, pozabil sem zdaj primek, je problem v tem, ker je pač govoril samo o eni plati Tita. Ne? Tita pač ni imel samo te antifašistične plati, ampak je imel tudi drugo plat. Ne? In zdaj, če je neka osebnost tako kontroverzna, ne, ima toliko, recimo en del neke dobre plati, pa en del temne plati, je vprašanje potem, ali ima smisel, da se posiljuje z njo, ne, tudi tisti del ljudi, ne, ki pač Tita pa nekoga drugega, recimo pač v podobni situaciji vidi nekoliko drugače. Ne. Zakaj recimo posiljevati ljudi z imeni nekih trgov, nekih ulic, česarkoli z nekimi osebami, ki so za določen del prebivalstva sporne. In to je zagotovo Tito recimo vsej polovico ljudi, recimo bom rekel, deli v tej državi, ne, pa tudi očitno na Hrvaškem. Ne. Zato se pravi, jaz v tem ne vidim nobene logike. Ne. Nobene logike in tudi države, kjer ima Tito svoje ulice, se smo videli, kaj je pač naštevo. Edina država na zahodu je bila Italija, ne, pa mogoče še recimo Cipar, pa dobro, Cipar je težko imati kot neko zahodno poloblo sveta. Ne. Se pravi, ne v Franciji, ne v Ameriki, ne v Veliki Britaniji in tako dalje, Tito nima nobene ulice, nobenega trga. Ne. To so pač tukaj neuvrščene države. Ja, tu so neki recidivi neuvrščenih držav, pa recimo Italija, pač iz nekih, ne vem, kakšen točno. V Italiji je bila zelo močna komunistična partija, pa so mogoče tam je treba iskati neka. Skratka, jaz nisem to kot državljan, ne, ali pa kot novinar, nisem za to, da imenujemo trge in ulice po ljudeh, ki tako delijo ljudi. Ne. To je nesmisel. Mislim, v zgodovinskem smislu. Ja. Andreja, kaj mogoče, mislim, zdaj, če smo malo aktualni, mogoče, kaj ti vidiš v teh potezah Hrvaške, predvsem v smislu nekih aktualnih dogodkov, ki so pred nami, v bistvu, ne, recimo jutrišnje arbitraže. Kako ti vidiš v bistvu ravnanje hrvaških oblasti, ki pač, če pustimo to ideološko razpravo o Titu, ko pač zanika nek sporazum, ki je bil v bistvu praktično podlaga za vstop Hrvaške v Evropsko unijo? Mislim, da bo v bistvu vse skupaj tako že malo napeto, to je malo pompozno in bo prav zanimivo gledati, kaj se bo zgodilo, kakšna bo odločitev in kako bo naša stran in njihova na odločitev, ki je bila sprejeta, reagirala. Kajti v bistvu niti z naše strani točno ne vemo,
kaj bo, in z njihove so že itak rekli, če bo tako sprejeto, ne bodo upoštevali, kaj bo, če mi ne bomo čisto zadovoljni, tako da v bistvu bo tukaj jutri vse skupaj, pa tudi medijski pom bo iz tega narejen, in tudi določeni ljudje se bodo tukaj močno izpostavili in si tudi svoje točke nabirali. Tako kot v resnici tale poteza, vprašanje, če je bila res glede Titovega trga tako močna prisila drugih ljudi, mogoče zgolj iskanje malo pozornosti, neke poteze, ne vem, če je bilo to sploh nujno, ampak da se mogoče nekomu zadosti in se na druge točke dobi. Mogoče Bojan, kaj pa ti pričakuješ, če smo že pri Hrvaškem? Mislim, da lahko kako besedo rečemo, kaj pričakuješ ti jutri, v bistvu, ko bo pač sodišče v Hagu mislim, da v 1:30 razglasilo to odločitev arbitražnega sodišča. Ja, zdaj, mislim, da ni mogoče pričakovati neke revolucionarne arbitražne odločbe. Vsej, to bi me zelo presenetilo, če bi bila. Skratka, po mojem bo nekje, oni bodo nekje legitimirali v pravnem smislu neko obstoječe stanje. Zdaj, kako bodo to naredili, kako bi rekel, s kakšno dikcijo bodo to naredili, pa kje bodo potrdili črto, pa zdaj seveda stvar, bom rekel, te njihove tankočutnosti. Ampak in zato mislim, da bo predvsem v naslednji fazi šel boj za interpretacijo. In tukaj bo zdaj zanimivo videti, kako bodo to interpretirali slovenski politiki, kako bo to interpretirala slovenska levica, kako bo to interpretirala desnica. In zanima me pa tudi... Kako bo tujina v bistvu interpretirala? Ja, tujina mislim, da bo interpretirala tako. Evo, tukaj imate odločbo, mi treba je za to odločbo stati, mi to odločbo spoštujemo, gre za pravne stvari, ampak dajte se med sabo zmeniti, kako boste to odločbo uveljavili. Ampak to hočem reči zanimivo. In tukaj mislim, da ne bo velikih razlik. Zanima me, kako bodo reagirali Hrvati. Recimo, kako bodo reagirali Hrvati v primeru, da bo recimo odločba slaba za njih, neugodna za njih, ali pa ugodna. Ali bodo poskušali nekako se ven, potem v arbitražo, ali pa če bo za njih neugodna, kaj, ne bodo dali dobene izjave. To je pač v tem današnjem medijsko-političnem svetu nemogoče. Tako da v principu, jaz bi tako rekel, da lahko že na nek način predvidimo, vsej pač jaz, ki sem na nek način insider, lahko predvidim reakcije slovenske politike, me pa kot Bojana Požarja zanimajo predvsem reakcije hrvaške politike. Ja, hrvaška televizija se že najavila, da bo v bistvu predvsem v Ljubljani spremljala reakcije slovenske politike, ampak sigurno bodo pa zahtevali tudi, bomo izvedeli, kaj pravi hrvaška politika. Ampak predlagam, da zaključimo na tej točki in po oglasih odvetnici Melanie Trump, ki se je včeraj pripeljala na delo s črnim Maseratijem.